obviously, I'll also proceed in Slovene. Tako da lahko date naslednjo prosojnico. Najprej bom pojasnil, zakaj pri prepoznavanju aktivnosti pravzaprav gre. Naprej, prosim. Se pravi, imamo recimo pametne telefone ali pa druge naprave, ki jih nosimo na telesu, kot recimo zapestnice za spremljanje fizične aktivnosti. In te naprave proizvajajo kup senzorskih podatkov, pospeške, lokacije skozi GPS, magnetno polje merijo in še marsikaj. Tale slika kaže recimo pospešek pri različnih človekovih aktivnostih. Naprej, prosim. No, in iz tega pospeška lahko s pomočjo strojnega učenja zgradimo model za prepoznavanje aktivnosti. Recimo, tukaj bi bil prvi atribut, ki bi ga pogledali, lahko povprečni pospešek. Če je zelo majhen, imamo mirovanje, to je tam na sliki na začetku. Potem, če je majhen, je to lahko eno od prevoznih sredstev, to so zadnji 4 pospeški na sliki. Če je srednji, je kolo, če je velik, je tek ali hoja. Naprej, prosim. No, pa lahko pogledamo še periodo pospeška, pa s pomočjo tega ločimo tek pa hojo. Zdaj pa, kako nam to pomaga? Lahko to vključimo v kakšno aplikacijo, ki spremlja življenjski slog in spodbuja zdravo življenje. Lahko to uporabljamo za prilagajanje aplikacij, recimo, če imamo aplikacijo za navigacijo, lahko deluje drugače, če hodimo peš, če se vozimo z avtobusom, če se vozimo z avtom. In lahko to tudi uporabljamo za pomoč raznovrstnim kroničnim bolnikom. Pri teh je telesna aktivnost pogosto precej pomembna stvar, pa tudi razumevanje njihovega življenjskega sloga lahko pomaga zdravnikom ali pa računalnikom, da jim bolj svetujejo glede obvladovanja bolezni. Naprej. No, zdaj sem predstavil, zakaj pri prepoznavanju človekovih aktivnosti nasploh gre, ampak glede na to, da imam tukaj tole predstavitev, smo očitno morali pa mi nekaj posebenega na to temo narediti. No, in ena stvar, ki smo jo naredili, je, da smo reševali uspešno problem, da ljudje te telefone in nosljive naprave nosijo na dosti različne načine. Recimo tukaj vidimo, človek ima lahko telefon v žepu, lahko ga ima v torbi in pospešek se bo obnašal precej drugače in tudi model, ki bo ta pospešek uporabljal, bo deloval drugače. Če bo recimo zgrajen za takrat, ko ima človek telefon v žepu, ne bo deloval, ko bo imel telefon v torbi. Pa tudi človek ima lahko eno, drugo, obe napravi, skratka različne možnosti in fino je, če bi mi pravilno prepoznavali aktivnosti, ne glede na to, kaj je uporabnik v danem trenutku izbral. Naprej, prosim. No, zaradi tega smo razvili metodo, ki najprej preveri za vse naprave, a jih človek trenutno ima na telesu ali ne. Naprej. No, potem za telefon zaznamo hojo, kar se da narediti, ne glede na to, kje telefon je, ker je taka zelo značilna aktivnost. Naprej. Potem, ko vemo, da je človek v drži hoje, lahko normaliziramo orientacijo telefona in potem še z modelom zgrajenim strojnim učenjem zaznamo položaj telefona na telesu. Naprej, prosim. No, potem, ko to vemo, se pa lahko lotimo prepoznavanja aktivnosti in sicer smo zgradili različne modele za različne konfiguracije teh senzorskih naprav in smo pač uporabili vsakega glede na trenutno situacijo. Naprej. In če se je pa zgodilo, da je človek
telefon vzel recimo v roko, ga ni imel več na telesu, smo pa to tudi zaznali in smo potem to resetirali, pa ponovno prepoznali lokacijo. In na ta način smo, lahko nazaj prosim, na ta način smo izboljšali prepoznavanje za približno 10% točk. No, potem še en dosežek, na katerega smo kar ponosni, je pa, udeležili smo se tekmovanja, ki ste ga organizirali Univerza v Sussexu in Huawei. A lahko nazaj prosim? In to tekmovanje je bilo organizirano tako, da smo dobili posnetke z označenimi aktivnostmi, potem smo razvili metode za prepoznavanje aktivnosti, z njimi smo prepoznali aktivnosti na neoznačenih posnetkih in na koncu organizatorji povedali, kdo je bil najboljši. No, in kot se je že malo prej razkrilo, smo na tem tekmovanju tudi zmagali. No, to je pa to, kar imam za povedati. Če ima kdo kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril. Ima vprašanje.